Minister Omerzel je eden izmed tistih nesrečnih ministrov, ki svoje ministrsko poslanstvo razume nekoliko narobe. Jaz mislim, da je delo v politiki tisto, ko se moraš izrazito truditi za skupno dobro, za napredek skupnosti in ne toliko za ohranjanje svojega položaja in za ohranjanje ekonomskega in družbeno-političnega vpliva. Najverjetneje tudi koalicijskim poslancem obstaja nek grenak priokus. Minister je vendarle lagal in zavajal poslance, ko je na hearingu zelo jasno zatrdil, da ne bo posloval z državo, kot kažejo naročilnice in kot kažejo druge stvari, je minister veselo naprej posloval tudi z državo. Jasno nam je, da minister ne popušča, da se oklepa tega položaja, vendarle gre za pomemben resor, gre za velik vpliv, gre za resor, kjer se okoračajo ogromne količine denarja in zato je njegovo stališče jasno. Nejasna je pa pozicija vlade in vladne koalicije, ki ministra pri teh dejanjih še vedno brani, ker s tem tudi prevzemajo odgovornost za njegovo početje. Če nakratko pokomentiram njegove odgovore, ki jih je dal v odgovore na naše očitke v interpelaciji, moram reči načelno, da so njegovi odgovori suhoparni, birokratski in nekateri tudi nekoliko smešni. Če samo na hitro preletim, recimo prva stvar, ki smo mu očitali, je, da je kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko ni pravočasno navedel subjekte, za katere velja omejitev poslovanja. On je odgovoril, da žal zaradi obilice dela tega ni storil pravočasno. Veste, to na nek način težko razumeš, še posebej, če se nekdo pripravlja ali pa če nekdo dela na tako pomembni funkciji in če se zaveda, da so zaradi tega morali odstopiti oziroma neslavno končali tudi številni pomembni politiki in predsedniki strank v Sloveniji. Nenazadnje bi bila lahko zelo poučna tudi izkušnja njegovega nekdanjega strankarskega kolega, gospoda Gregorja Golobiča, ki je prav tako določene stvari rekel, da je pozabil, poznate pa razplet in končno zgodbo. Drugi očitek glede sklepanja poslov med podjetjima lastninski, katerega lastnik je minister in pa Darson. Gre za očitno popolnoma birokratski odgovor. On trdi, da to ni država, da Dars ne predstavlja državo in da to ne gre za posel z ministrstvom, ampak gre za posel z Darsom. Zdaj, nekoliko bom grob in bom rekel, da to je nekaj podobnega, kot bi oče trdil za svojo hčer, da z njo nima nič, ker hčer, na primer, nima istega priimka kot oče. Malo je zadeva nenavadna in smešna, zaradi tega sem rekel, da ta njegov odgovor je na tisti ravni, ko so smešni odgovori. Potem tretji očitek, ko smo mu očitali, da je kršil določbe zakona o javnih uslužbencev, ker več kot 8 mesecev ni sprožil natečajnega postopka za direktorsko mesto generalnega direktorja Gursa. Na nek način je to tudi sam priznal, ker je napisal v odgovoru, da je bil razpis objavljen konec decembra. Potem pri avtošolah podoben birokratski odgovor, da je to zvedel z tiskovke, nič pa ne piše o aktivnostih in o drugih prizadevanjih ali pa njih podrobneje ne razloži, kaj pa bo naredil, da bi to stvar preprečil. Ko berem druge interpelacije in odgovore drugih ministrov, velikokrat ministri izkoristijo interpelacijo, da v odgovoru predstavijo vso svoje delo in vsa svoje prizadevanja. Minister Omerzel te možnosti ni izkoristil. Glede oškodovanj, potem očitek glede oškodovanja davkoplačevalcev, da pri izbiri ponudnika za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in preklopna vozila ni bil izbran najboljši, najkonkurenčnejši ponudnik, ampak je bil izbran tisti, ki je bil kar 100% dražji od najboljšega. Tukaj pa gre za tak tipičen, spet birokratski odgovor, tako enostavno rekel, da ni izpolnjeval vseh pogojev. Ampak zdi se nam, da je bil to eden izmed tistih klasičnih razpisov, ko so pogoji dobesedno prilagojeni v celotnem razpisu. To je nekaj podobnega, kot bi ministrstvo razpisalo razpis za nove avtomobile in bi do
podtankosti navedlo vse tehnične lastnosti določenega avtomobila, samo znamke ne bi napisalo. In zaradi tega smo prepričani, če je minister ocenil, da gre za, da obstajajo boljše ponudbe, potem bi lahko ta razpis tudi ponovil, ampak ga ni. In še zadnji očitek v zvezi s projektom TEŠ. Tukaj mi pogrešamo njegovo vlogo in pa njegovo aktivnost, da ta projekt ne bi naprej rasel. Sami lahko opazite, da ministra pri projektu TEŠ praktično ni slišati, ni nobene prave borbe za oceno tega projekta. Tukaj lahko rečem samo, da se je pokazalo, da je zgodovina pokazala, da je poslanska skupina Nove Slovenije kot edina takrat enotno glasovala proti in izkazalo se je, da smo ravnali prav. Gre za projekt, kjer odtekajo milijoni evrov državnega denarja in očitno se nič ne zgodi in stvari se zdijo samoumevne. Moti nas po Novi Sloveniji predvsem to, da smo vedno znova postavljeni pred izvršeno dejstvo, da je neka stvar zapeljana tako daleč, da umika več ni. Mi takšne obrazložitve ne moramo sprejeti, kot primer lahko povem, primer Avstrije, ko so skoraj do konca izgradili jedrsko elektrarno, pa je niso spravili v pogon. Torej, vse se da, če je le politična volja. Pri projektu TEŠ izračuni kažejo, da bo ustvaril kar 50 milijonov evrov letne izgube in sprašujemo se, zakaj bi to izgubo morali podpirati še naprej. Zato bi od vlade in tudi od ministra iskreno pričakovali, da bo vse interpelacijo izkoristil za to, da bo predstavil izračune, kaj pomeni ustavitev projekta na tej točki, seveda obstajajo zagotovo veliki stroški, in kaj pomeni, kakšni so lahko stroški obratovanja TEŠ 6 v prihodnjih 10-20 letih. Če bodo izračuni pokazali, da bodo stroški obratovanja izgube, ki jih bo ustvarjal TEŠ, mnogo večji, kot pa je sam strošek končanja in zaprtje tega projekta, potem mislim, da je odgovor na dlani, kaj bi mogel minister storiti in zakaj bi se mogel prizadevati. Res pa še enkrat poudarjam, ne moramo pa več pristajati na to logiko, da se nekaj ne da. Dober gospodar mora vse predvideti alternativne možnosti, različne opcije in to smo v poslanski skupini Nove Slovenije pri projektu TEŠ 6 pogrešali.